Torej, Trump je pravkar napovedal, da bi lahko prepovedal šeriatsko pravo v Ameriki, ker ni združljivo z zahodnimi vrednotami. In ljudje, mislim, malo aplavza. Na ta dan smo čakali zelo dolgo časa. Prisluhnimo temu, kar moramo slišati. Mi smo. Imamo toliko sovražnikov, počutim se, kot da so že znotraj naših vrat. Imamo DSA in imamo islam. Rdeče-zeleno zavezništvo. Nekaj, kar sem napisal na tablo, ko sem bil na Foxu. In rekel sem, da se bo to zgodilo. In vsi so rekli, da nikoli ne bodo sodelovali. In točno to se zdaj dogaja. Bi podprli ali podpisali zakon o prepovedi šeriatskega prava v Ameriki. In ko gre za marksiste, kakšen nasvet imate za republikansko stranko? Kako naj začne navezovati stik z ljudmi, ki menijo, da je v Ameriki kriza cenovne dostopnosti, še posebej za mlade? In marksisti to izkoriščajo in izrabljajo vse to. Kakšen nasvet imate? Ja, rekel bi dve stvari. Prvič, glede šeriatskega prava bi zagotovo rekel, da to ne sodi v to državo. Tukaj ni šeriatskega prava. In imate že žarišča tega, kot veste. In rekel bi ne. In greste v London, greste v Pariz. To je skoraj kot drug način življenja. To je smešno. Ja. In popolnoma bi bil na tvoji strani glede tega. Tudi na strani mnogih drugih ljudi. Ker veš, mislim, da sva ti in jaz med ljudmi, ki jih bolj vodi zdrava pamet kot ideologija. Vsa dobra politika je tako ali tako stvar zdrave pameti. Ampak jaz avtopno prepovedal šeriatsko pravo. In to se v tej državi že malo dogaja. In ko to vidimo, to odstranimo. In to morate odstraniti. Imamo en sistem, imamo odličen sistem. Včasih je zelo frustrirajoč, ampak je najboljši, kar jih je. Torej, to je to. Trump se strinja z nami, da je šeriatsko pravo resničen problem. In veliko drugih politikov se zdaj javno oglaša in govori isto. In mislim, da je to morda zakonodajni premik, na katerega smo čakali. Očitno bo zapleteno dejansko sprejeti prepoved šeriatskega prava zaradi verskih svoboščin, saj je v Združenih državah vera v svobodo zelo pomembna vrednota, kar je prav tisto, na kar cilja šeriatsko pravo. Zato me ne bi presenetilo, če to postane ena največjih tem v prihodnjih letih, ko bodo poskušali ugotoviti, kako se spopasti s sovražnikom, ki proti tebi uporablja zelo prebrisan sistem. Ampak čas bo pokazal. In kot smo rekli, se oglaša še veliko drugih ljudi. Vse bomo podrobno obravnavali. Ampak najprej na hitro beseda o naših sponzorjih. Hvala, ker ste z nami. Dobrodošli v oddaji The Pushback. Sem Ira Kay. Vsak izmed vas podpira to stran s tem, da se naročite, delite in počnete vse te stvari. Hvala vam. Cenimo to. In seveda, da kupujete pri naših sponzorjih. Podjetja za nego kože rada dajo velike obljube, ki jih ne morejo izpolniti. Ampak, ker ste verjetno opazili mojo kožo, ja, vidim vas v komentarjih, ker mislite, da imam 10 let, mislila sem, da vam povem o podjetju, ki ga obožujem. OneSkin, ki ni običajno podjetje za nego kože. Vidite, nikoli niso nameravali postati podjetje za nego kože. Ustanovile so ga 4 doktorice znanosti s področja dolgoživosti in osredotočajo se na eno stvar: staranje kože. Hitre, površinske rešitve nikoli niso bile njihov cilj. In ko enkrat izkusiš spremembo, se nikoli ne vrneš nazaj. Moram vas opozoriti. Skoraj vse, ki jih poznam, sem prepričala, da so začele uporabljati to. In prepričala bom tudi vas. Mislim, da je tudi 10.000 5-zvezdičnih ocen precej dober razlog za prepričanje. Nastala je na podlagi več kot 10 let raziskav dolgoživosti. OneSkin vam pomaga doseči svojo najbolj zdravo kožo zdaj in ko se starate. Zato za omejen čas preizkusite OneSkin s 15% popustom z uporabo kode MEIRA na oneskin.co/MEIRA. To je 15% popusta na oneskin.co s kodo MEIRA, MEIRA. In po nakupu vas bodo vprašali, kje ste slišali za njih. Zato vas prosim, podprite našo oddajo in povejte, da vas je poslala MEIRA. V redu, fantje, vrnimo se k tej prepovedi šeriatskega prava in kaj se dogaja ter. Zakaj ljudje o tem govorijo? Poglejmo. Ali vidimo teroristične napade radikalnega islama znotraj naših meja? Od kod je to prišlo? Islam je v veliki meri tuj ameriški zgodovini. Zagotovo ni prišel v Združene države z ladjo Mayflower. To je nekaj, kar smo namerno uvozili v našo državo, kot del naše priseljenske politike. V redu, kdo je ta človek? Kongresnik Brandon Gill pravi, da če v Ameriki ne začnemo prepovedovati šeriatskega prava, nas bo islam uničil. In popolnoma ima prav. Obstaja grozna miselnost, nevarna miselnost teh ljudi, ki poskušajo priti in prevzeti družbe, ki verjamejo v svobodo. In to je nekaj, kar ljudje vedno bolj opažajo in razumejo pomen soočanja s tem. Ne kot odvzemanje verskih svoboščin ljudem, ki podpirajo islamizem, ampak kot bistveno grožnjo, s katero se je treba soočiti, kot z grožnjo, teroristično grožnjo, ki nam želi vzeti vse, v kar verjamemo, kot dejansko invazijo. In uničilo nas bo, tako kot trenutno uničuje Evropo. Prav. Naša naloga je, da se temu upremo.
da branimo svoje vrednote in prepovemo tuje kulture ter tuje ideologije, ki niso v skladu z našim sistemom vladanja. In zato sem ponosen, da sem del kongresne skupine Amerika brez šeriatskega prava. Ali vidimo teroristične napade? Mislim. Ja, Amerika brez šeriatskega prava. To je dobesedno prvi korak. Si lahko predstavljate, če bi Velika Britanija to dejansko videla, imela dovolj predvidevanja, da bi razumela, da je to resen problem in bi to prepovedala? S čim bi se zdaj ukvarjali namesto s tem, kar se tam dejansko dogaja? Kar ste videli v krajih, kot je Dearborn, je naslednji korak, ko poskušajo uveljaviti šeriatsko pravo. Poskušajo uporabiti svoje skrajno versko pravo, da bi zavezali ljudi, ki niso muslimani, in jih prisilili, da se držijo šeriatskega prava. In to je v osnovi protiustavno. To je poslal senator Ted Cruz, ki ni seznanjen in je zelo proti islamizaciji Amerike. Je nezakonito. Šeriatsko pravo nima nobenega mesta v Združenih državah Amerike. Mimogrede, Abdul al-Sayad zelo odkrito pravi, da ga zavezuje šeriatsko pravo in da ga v svojem življenju tudi upošteva. In razumete, da islamisti ne govorijo o posameznem muslimanu, ki se odloči slediti svoji veri. To ustava ščiti. Vsak lahko izbere svojo vero. Govorijo o uporabi zahtev šeriatskega prava, da bi zavezali vse, da bi nadzorovali vse. To je problem pri tem. Ne gre za ljudi. Če želite kot posameznik izvajati šeriatsko pravo v zasebnosti svojega doma in s tem ne vplivate na druge ljudi, naprimer se ne poročate z 9-letnimi deklicami, ampak se le zakrivate, vam je to dovoljeno. Problem šeriatskega prava je v tem, da verjame, da se morajo vsi drugi prav tako držati tega. In tu nastane težava. In pogosto slišim, ampak, ljudem ne bi prepovedali ravnati po judovskem pravu ali karkoli že je krščansko pravo. In razlika je v tem, da te ljudje ne hodijo naokoli in ne poskušajo vseh spreobrniti ter jih narediti enake sebi. To je velika težava, kadar imaš nevaren pravni sistem. Preganjati kristjane, preganjati jude, to uveljaviti kot zavezujoč zakon v državi. In to je popolnoma nezdružljivo z ustavo. Potrebujemo predvsem organe pregona. Potrebujemo generalnega državnega tožilca ZDA. Potrebujemo teksaškega državnega tožilca. In potrebujemo zvezne tožilce in državne tožilce, da preganjajo tiste, ki, prvo, usmerjajo denar teroristom. In to se dogaja v resnično velikem obsegu. Drugo pa, tiste, ki poskušajo vzpostaviti strukture za uveljavljanje šeriatskega prava, ker je to v osnovi nezakonito. Tako je, to je to. Ne gre za odvzemanje določenih verskih svoboščin islamistov. Gre za to, da jim preprečimo gradnjo infrastrukture in sistema, ki pomeni, da zunaj šeriatskega prava nimaš nobenih osebnih svoboščin. Zdaj, ne pozabite, temu nasprotuje veliko ljudi. In islamisti so povsem iz sebe. Imate Nancy Mace. In kandidat za senat iz Michigana, Abdul el-Sayed, je bil v Oklahomi ujet, ko je branil šeriatsko pravo. In pred manj kot desetletjem so poskušali prepovedati šeriatsko pravo. Te sile so danes še vedno žive in močne. To je bil glavni govor na banketu Care Oklahoma. Govoril je 16 minut in z veseljem razlagal, kako je bila stara prepoved šeriata v Oklahomi razveljavljena. Ali veste, kdo je Abdul el-Sayed? On je lahko demokratski predstavnik iz Michigana v senatu in on verjame v šeriatsko pravo in ga ima rad. Ponovno, pomen, da o tem spregovorimo, ne more biti dovolj poudarjen. Samo poslušajte jih. Nevedni ste, goljufate. Nehaj. Zvezni pregon proti Homeland Foundation, lastnika NASA. Zapomnite si, vprašanje tukaj ni, ali bi morali preprečiti islamistom, da bi lahko izvajali svojo vero. Vsak bi moral imeti možnost, da svojo vero izvaja v zasebnosti svojega doma. Gre za to, ali jim je dovoljeno širiti šeriatsko pravo in nas prisiliti, da ga tudi mi upoštevamo. In obstaja veliko različnih islamistov, ki hodijo naokrog, kot ta, ki pravi, da je šeriatsko pravo čudovito, bla bla bla. Morda so nevedni ali pa lažejo, morda ne poznajo načrta islamistov, da prevzamejo oblast, ali pa vam preprosto lažejo v obraz in ponavljajo vse te točke, ki jih bodo povedali. Ne, lepo je. In res nimamo načrta za osvajanje. O čem govoriš? Gre samo za to, da ne ubijamo in vse te neumnosti. Tvoja vera. Koran in hadisi. Počakaj, sploh še nisem razložila, kaj je to. To je bilo v Teksasu. Teksas. Tam je bila stojnica, ki je pozivala k prepovedi šeriatskega prava in islamisti so zaradi tega ponoreli. Življenje Mohameda je v redu. Učijo, da moraš ubiti nevernike, kjerkoli jih najdeš. O moj bog. To je grozno. Torej, če je Biblija resnična, potem je islam napačen, ker islam pravi, da je Jezus Bog.
Če verjamete, da je Biblija napačna, potem Tega vsega ne morem. Poslušajmo še eno osebo, ki govori o tem. To je predstavnik iz Teksasa, Kit Safe. Ima opozorilo. Prav, in to prihaja iz Teksasa. Vsi vemo, kaj se tam dogaja. Tukaj je, kaj se trenutno dogaja v Teksasu. Obstajajo več stanovanjskih naselij samo za muslimane, ki že obstajajo ali so v fazi načrtovanja, vključno z The Meadows, Epic City, prav tam v mojem okrožju. Epic City trenutno preiskuje zvezna država Teksas. Islamski imam v Dallasu je poklical policijo na drugega muslimana, ker je ta preprosto govoril s krščanskim pastorjem. Imam na območju Houstona je bil posnet, ko je grozil, da bo zasedel trgovine, ki prodajajo blago nezdružljivo s šeriatskim pravom. Zapomnite si to v primerjavi s tem videom, kjer ona reče: "Moj bog, kaj govoriš? To se v resnici ne dogaja." In potem poslušajte, kaj islamisti dejansko počnejo na terenu. Samo včeraj je na srednji šoli, financirani z davkoplačevalskim denarjem, v mojem okrožju, islamska skupina postavila stojnico med šolskim dnem in delila Korane. Brez dovoljenja. To so naredili. Takšni primeri se vsak dan množijo. Širjenje je postalo tako resno, da se bo 3. marca na glasovnici teksaških predvolitev pojavila pobuda za prepoved šeriata. In vse Teksaščane spodbujam, naj gredo in glasujejo za to pobudo. Ker kamor gre Teksas, tja gre tudi država. In kamor gre država, tja gre tudi svet. Amen. Upajmo, da bo ta stvar s šeriatskim pravom res postala pomembna, da ga prepovemo in ustavimo in da bomo imeli vsaj zakonodajno priložnost, da se borimo proti temu, če že ne samo prek medijev. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.